Lep pozdrav, tu Blaž. Danes pa bom v bistvu povzel en moj spletni dnevnik, ki jih pač pišem zelo pogosto in s katerimi dejansko delam svoj proces samoodpuščanja, samorefleksije in na ta način odpravljam svoje umsko-čustvene vzorce, ki mi ne koristijo in s katerimi samega sebe omejujem ali pa se sabotiram na nek način. Tako da, zato da bo čim bolj tako praktično, konkretno, bom pač povzel danes en svoj ta dnevnik. In sicer naslov je dan 8, samousmeritev, ljubosumje, prenašanje krivde na druge. In sicer v tem zapisu sem delil 3 samoodpuščanja sem zapisal skupaj s korekcijo. In jih bom tudi prebral in potem malo komentiral. Torej, prvi gre takole. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil čakati, da me drugi usmerijo, namesto da bi vedno bil samodirektiven in delal po zdravem razumu tako, kot je najboljše za vse. Kadar opazim in se zavem, da čakam na druge, da me usmerijo, preneham čakati in se zavem, da se lahko učinkovito usmerjam le sam. Zato se samo iskreno usmerim po zdravem razumu, tako kot je najboljše za vse in se preneham čakati. Torej, to je eno samoodpuščanje in popravek, ki sem ga si napisal, zato da bom lahko na to pozoren in delal to korekcijo tudi v praksi, ker sem pač imel ta vzorec, da sem čakal, da mi drugi povejo, kaj naj naredim. In zato sem hotel pač to popraviti in sem takrat to napisal. In moram reči, da zdaj, ko gledam nazaj, to je tako bilo aprila 2012, se pravi pred 3 leti. Moram reči, da sem se veliko že zelo izboljšal, kar se tega tiče. Torej, ne čakam druge, da bi pač neki se začeli premikati, ampak vedno bolj sam prevzemam to pobudo, da sem sam tisti, ki sebe premika in hkrati potem tudi druge motivira k temu, da naredimo nekaj koristnega. Torej, naslednji odstavek gre takole. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil postati ljubosumen na druge, kadar vidim, kaj počnejo ali kadar si mislim, kaj počnejo. Kadar opazim in se zavem, da sem ljubosumen in da mislim na to, kaj drugi počnejo, se ustavim in diham. Ne dovolim si, da bi se primerjal z drugimi in si ustvarjal občutke ljubosumja. Namesto tega se zavem moje enakovrednosti in samodirekcije, zato prevzamem samoodgovornost za svoje dobro počutje in zabavo in se usmerim v praktične aktivnosti, ki jih lahko počnem in s tem prekinem vzorec primerjanja in ljubosumja. Torej, takrat sem opazil, da se v tej moji pasivnosti, ko čakam na druge, da bi me usmerili, da potem postanem tudi ljubosumen, ko gledam, kaj drugi delajo, in si mislim zraven, kako se imajo drugi fajn, kako se vsem drugim nekaj dogaja, meni pa ne. In sem potem bil tako ljubosumen na te ljudi ali pa že samo ob misli na to, da sem si začel predstavljati, kaj vse drugi delajo, medtem ko jaz nič, sem postal ljubosumen. Zato sem si to korekcijo zapisal, da neham si ustvarjati te misli ljubosumja, ampak da začnem dejansko sebe premikati, da neham biti pasiven. Tukaj vidim še zdaj trenutno, recimo, da nisem bil čisto samo iskren vsepovsod, recimo, ker sem zapisal, da prevzemam odgovornost za svoje dobro počutje in zabavo. Torej, to ni, če bi iskal s premikanjem samega sebe, samodirekcijo, samo zabavo in dobro počutje, potem bi stremel samo nekim pozitivnim čustvom, kar je pa seveda spet iluzija, zato ker si čustva sam ustvarjam, vsi si čustva sami ustvarjamo in zato ni potrebe, da bi šel nekaj delati samo zato, da bi si ustvaril pozitivne občutke, pozitivna čustva zraven. Veliko bolj sproščeno je, če enostavno delam stvari, zato ker sem se odločil, da jih bom naredil in zato ker vem, da bo to najboljše za vse in hkrati zame. In
če zdaj ločim aktivnosti, glede na to, kako čustvo zraven čutim. Se pravi, če, ne vem, pri igranju igric recimo bi občutil neko pozitivno čustvo in bi zato želel se samo igrati igrice, zato da bi se dobro počutil, to bi bilo pač neiskreno do samega sebe oziroma bi sabotiral s tem samega sebe, ker bi pač se podredil tem pozitivnim čustvom in dejansko pozitivnim čustvom. Tako da to bi lahko malo bolj zapisal, se pravi, da se usmerim početi aktivnosti, za katere vidim, da bodo koristne in zame in za vse druge. Tako bi bilo boljše. Okay. Tretji in zadnji odstavek je pa takole. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil obsojati ljudi in postati jezen, zato ker se mi zdijo neodgovorni in brez samodirekcije. Kadar opazim in se zavem, da obsojam ljudi in postajam jezen, zato ker opazim njihovo neodgovornost in pomanjkanje samodirekcije, se ustavim in diham. Zavem se, da moram najprej pogledati nase, kje se obsojam sam in kje sem še sam neodgovoren in brez samodirekcije. Ne dovolim in ne dopustim si obsojati drugih ali sebe in se jeziti nase ali na druge, temveč enostavno prevzamem samo odgovornost za svoje misli in občutke ter jih ustavim. Po zdravem razumu se samodirektivno usmerim in v samoiskrenosti naredim popravek ter z zgledom in odkritim pogovorom pomagam tudi drugim, da vzpostavijo zdrav razum in samodirekcijo. Ok, pri tem odstavku se gre predvsem za to, da sem v sebi videl, odkril ta vzorec, da dejansko to samo obsojanje, ob tem, ko sem pasiven, projiciram na druge. Se pravi, v drugih sem začel videvati to pasivnost, pomanjkanje samodirekcije in tako naprej, zato ker sem to videl pri samemu sebi. In ker sem najprej to opazil pri samemu sebi in ker sem posledično začel obsojati samega sebe, zato da sem pasiven, da nisem samodirektiven, in ker nisem bil samo iskren dovolj in se nisem tega priznal, sem začel potem to projicirati na druge ljudi in v drugih zaznavati te vzorce. In sem v bistvu njih sodil, projiciral sodbo na samega sebe, na druge ljudi. In tu sem zapisal to korekcijo, da neham pač obsojati druge ljudi, kadar v njih vidim pasivnost in pomanjkanje samodirekcije, ampak da se ob tem zavem, da v bistvu jaz sodim samega sebe in svojo pasivnost in pomanjkanje samodirekcije. In zato je korekcija v bistvu ta, da se neham soditi, da neham druge soditi in da neham sebe soditi in da se dejansko začnem usmerjati, da vzpostavim samodirekcijo po zdravem razumu, se pravi, da začnem se ukvarjati z aktivnostmi, ki bojo meni in drugim v največjo korist, namesto da samo sedim in razmišljam, kako se meni nič ne dogaja in kako se imajo drugi fajn, ko se jim toliko stvari dogaja. Ok, tako da to je bil ta zapis, ko sem ga takrat napisal, in upam, da ste dobili en tak bolj praktičen pogled v to, kako si lahko samo odpuščanjem pomagamo in kako sem jaz na mojem primeru konkretno si pomagal, recimo zdaj v tem primeru. In vam predlagam tudi, da sami poskusite. Bom podal tudi link do tega mojega dnevnika, do tega zapisa pod video. Tako da poglejte si, poskusite, pa boste videli, koliko vam te stvari koristijo. Meni vsekakor zelo in veliko bolj kot karkoli drugega, kar sem v življenju pač srečal. Tako da hvala danes za poslušanje in se vidimo naslednjič. Adijo.